Verjetno je težko ubesediti izkušnjo, ko človek potrebuje nov organ, ki mu pomaga na novo zaživeti oziroma mu dobesedno rešiti življenje. Kako ste to doživljali, kako to gledate danes, ko se vračate v čas, ko ste potrebovali to vrstno zdravljenje? Ja, v bistvu je takrat, ko sem jaz zbolela, v bistvu se je vse tako dogajalo hitro, da se v tistem času morda niti ne zavedaš, kaj vse se ti dogaja. Pride pa to zavedanje sigurno potem po transplantaciji, ko nekako imaš čas, ko se stvari umirijo in tudi mogoče vse to bolj doživiš in se takrat še toliko bolj zaveš vse teže tega dogodka in vseh odločitev in ljudi, ki so v to vpleteni. Sigurno pa je tudi tisto zavedanje, ki je s tabo o tem, da ti je nekdo zaradi svoje odločitve, da po smrti daruje svoje organe, reši življenje. Kaj bi danes rekli ljudem, ki stojijo pred odločitvijo, ali se odločiti za darovanje organov po svojem življenju ali ne? Sigurno mora to vsak pri sebi razmisliti in se odločiti in se na nek način pomiriti s to mislijo, da bo daroval svoje organe po smrti. Čisto enostavno z mojega stališča povedano, pa ta odločitev rešuje življenja, ne. Tako da, če nekomu s tem olajšam, da pač povem svojo zgodbo in da se za to odloči, je pač v tej smeri to zelo dobrodošlo.